Slaba banka ne bo pomagala športnemu centru Pohorje. Stroka opozarja, še vedno popijemo preveč alkohola. V Talomu že 16 let skrbijo za zdravje zaposlenih. Pozdravljeni. Zaradi ekonomske upravičenosti in številnih škodljivih pogodb družba za upravljanje terjatev bank ne bo dokapitalizirala športnega centra Pohorje v zahtevani višini 3,7 milijona evrov. Pred stečajem lahko zdaj družbo, ki zaposluje več kot 100 ljudi, reši le še novi lastnik. Iskali so ga z mednarodnim razpisom, po izteku roka so dobili 2 nezavezujoči ponudbi, od tega je ponudbo za nakup oddalo tudi mariborsko občinsko podjetje Nipa. Odločitev družbe za upravljanje terjatev bank napoveduje najverjetnejši stečaj mariborskega žičničarsko-hotelirskega podjetja, kar pa ne prinaša samo novih brezposelnih, temveč pomeni predvsem zlom mariborskega turizma. To za nas pomeni dobesedno pogreb. Mi smo 15 let zdaj tukaj gor na hribu. Brez smučanja lahko vrata zapro še drugi hoteli, ki so jih v zadnjem desetletju tako pridno gradili s pomočjo izdatnih kreditov bank, še dodaja Krnič. Po bo šle na prave k vragu, šel bo kšeft k vragu, gosti se bodo celili drugami. Direktorica športnega centra, ki jo je na to mesto postavil prav DUTB, rešitev kako naprej nima. Začasno bodo nekaj delavcev športnega centra poslali na prisilni dopust. Še nadaljujemo neke pogovore, kako zdaj pravzaprav dobiti neka sredstva, da vseeno zagotovimo remont žičnic in začetek zimske sezone. Kot nelogično pa odločitev DUTB ocenjuje njen predhodnik, ki hkrati zavrača tudi očitke o preteklih škodljivih pogodbah. Vse te zadeve, ki sem jih delal nenazadnje z roko v roki z bivšimi lastniki, to se pravi z bankami. Oglasil se je tudi mariborski župan, ki vztraja, da bi športni center še vedno lahko rešili z občinskim najemom infrastrukture. Tista pogodba o najemu, o kateri smo se pogovarjali, za ta trenutek ni več aktualna. Občina je namreč ponudila premalo, vse je zdaj odvisno od zaključka mednarodnega razpisa. Če bosta ponudnika dokazala, ob občinskem podjetju naj bi se za nakup zanimali tudi tujci, da imata potreben denar, se lahko postopek prodaje še pravočasno zaključi in tako novi lastniki prevzamejo breme zimske sezone. Slovenija je po količini zaužitega alkohola v evropskem vrhu. V povprečju posameznik spije od 15 do 19 litrov čistega alkohola letno, kar je 150 do 190 litrov vina. Največ še vedno popijajo odrasli moški, a tudi že med 15-letniki je poseganje po alkoholu prej pravilo kot izjema. Kot pravijo strokovnjaki, je razlog tudi v tem, da je alkohol pri nas zelo lahko dostopen in da je v Sloveniji del kulture, zato do njega nimamo kritičnega odnosa. Za pitje alkohola izkoristimo srečne in žalostne dogodke, klepet s prijatelji ali zgolj kosilo. In koliko lahko spijemo brez negativnih posledic na zdravje. Moški 2 enoti na dan, ženske pa 1. Tako po domače lahko preprosto rečemo 1 enota alkohola, 1 deci vina, ali pol steklenice piva, ali pa 1 štamprl neke žgalne pijače. 200 tisoč Slovencev spije veliko več. Toliko jih je namreč z alkoholom zasvojenih. A kot pravijo strokovnjaki, smo premalo pozorni na občasna opijanja in vsakodnevno uživanje alkohola v količini, od katere še nismo povsem opiti. Ta praksa je med Slovenci zelo priljubljena. Takšnih je pa okrog 30 do 40%, kar pomeni 3-4krat več kot alkoholikov. Ampak vsa družba je usmerjena samo v alkoholizem, ne pa v tisto stopno prej, ki je vsaj tako pomembna, če ne celo bolj. V Sloveniji za posledicami pitja alkohola umreta 2 osebi na dan. Še vedno so to pretežno moški, a vedno več je tudi žensk. Zlasti narašča poseganje po pitju alkohola na tvegan način pri odraslih mladih ženskah v starostni skupini od 25 do 34 let. Da je kozarec vina ali piva koristen za zdravje, pa je mit, ki ga narekujejo močni alkoholni lobiji. Ker za svoje srce lahko narediš dosti bolj koristno, da greš 3-krat na teden za pol ure na sprehod. Si naredi več koristi, pa da si popil pol kozarca vina. Nacionalni inštitut za javno zdravje je danes v Mariboru pripravil izobraževanje za zdravstveno osebje, da bi čim bolje prepoznavali tvegano in škodljivo pitje alkohola med svojimi pacienti ter jim znali tudi pravilno pomagati. Sicer pa lahko na Mariborski medicinski fakulteti sodelujete v raziskavi o vplivu mineralne vode na človekovo počutje oziroma zdravje.
Podobno raziskavo so za naročnika upravljali že pred časom in ugotovili ugoden vpliv pitja mineralne vode. Tudi za novo raziskavo pa še vabijo prostovoljce, približno 60 ljudi starih med 20 in 50 let. Uvodni sestanek bo predvidoma prihodnji četrtek. Raziskava bo trajala približno 2 meseca, prostovoljci pa bodo v tem času morali dnevno popiti 1,5 litra mineralne vode, hkrati pa jim bodo nekajkrat vzeli vzorce krvi in urina. Torej, po domače povedano, zakisanost telesa. To je namreč vedno večji problem v današnjem svetu zaradi načina prehranjevanja, ki ga imamo. Tako da že smo v bistvu pokazali, da se celice, celične kulture, na katerih smo podobne stvari že raziskovali, odziva zelo pozitivno na dodajanje mineralov v obliki mineralne vode in sedaj bi želeli to na prostovoljcih tudi potrditi oziroma preveriti, če te zadeve funkcionirajo na enak način tudi v celotnem telesu. Podjetje Talum iz Kidričevega, ki zaposluje več kot 1000 ljudi, je že 16. leto zapored prvo soboto v septembru pripravilo tako imenovani Talumov dan za zdravje. Več kot 100 zaposlenih se je kljub dežju skupaj z upravo in vodstvenimi delavci udeležilo pohoda po Halozah, kolesarjenja, lahko so plavali v termah Ptuj, igrali tenis ali pa letos prvič jezdili na konjih. Po predstavitvi konj so si prav vsi Talumovci v skupini upali tudi jezditi. To mi je prva izkušnja v življenju s konji. Je bila za ta priložnost super, sem se veselila tega dneva. In predstavili konja ne samo kot bitja, ki lahko pomaga pri delu, pri športu, rekreaciji, ampak tudi kot prijatelja. Del zaposlenih pa je tako predanih kolesarjenju, da jih nobena, še tako močna ploha ne ustavi. Pripravili smo si 2 krajši trasi oziroma eno krajšo in eno daljšo traso. Udeležil sem se te daljše, cirka 60 km. A rekreaciji in druženju v Talumu ni namenjen le en dan v letu. Podjetje že vrsto let načrtno skrbi za zdravje zaposlenih. Omogoča jim udeležbo na kolesarskih maratonih in pohodih, plavanje v termah Ptuj. Tudi stroške najema športnih dvoran za nogomet, košarko, odbojko in drugo vadbo v telovadnicah poravna podjetje. Da si skupaj z nadrejenimi v takšnih situacijah pa sigurno je tudi stimulativno za delo. Da to lahko delamo, mislim, da to samo za pohvaliti. Projekt različnih rekreativnih dejavnosti in skrb za zdravje so poimenovali Zdravo Talum. Vodilni v podjetju po 16 letih ugotavljajo, da se jim to še kako splača. Kratkoročno zagotovo je nek strošek, ampak dolgoročno pa ima bistveno več pozitivnih posledic. Če lahko z tem samo direktno povežemo tudi bolniške izostanke, potem lahko vidimo, da se nam skozi to celotno obdobje tudi zmanjšujejo. Tudi zato bodo s projektom Zdravo Talum nadaljevali in ga dopolnjevali še z novimi vsebinami. Stavbar, nekdaj uspešno mariborsko gradbeno podjetje, ki že več kot 3 leta v stečaju, a postopka še ni videti konca. Ker za nakup nepremičnin ni zanimanja, jih je večino že prevzela slaba banka. Ni pa še jasno, kakšna bo usoda upravne stavbe. Stečajna upraviteljica je še ni ponudila na dražbi, ker ima več lastnikov. Vse od januarja 2011, ko je podjetje končalo v stečaju upravna stavba na Taboru Sameva. Banke so jo ocenile na skoraj 3 milijone evrov in predstavlja največjo vrednost v stečajni masi nekdanjega gradbinca. Upraviteljica je na dražbi še ni ponudila, ker etažiranje ni urejeno. V tej hiši sta še 2 lastnika, bila je to nerešena etažna lastnina, no zdaj je popoln predlog v zemljiški knjigi in samo čakamo, da se zadeva reši. Na dražbi jo bo ponudila takoj, ko bo postopek zaključen, a težko je verjeti, da bo s prodajo uspela. Zanimanje za poslovne prostore zaradi težke gospodarske situacije povsem zamrlo. Cene najemov so seveda že tudi precej padle in pa tudi cene samih teh nepremičnin kar nekako stagnirajo. To pa seveda vse zaradi tega, ker je velika ponudba in pa malo povpraševanja. Najverjetneje bo prevzela slaba banka, ki ima že večino stavbarjevih nepremičnin. Najmanj zanimanja je za nedokončane projekte. Objekt Trate v Gornji Radgoni in opuščena knjižnica v Rušah samevata. Upraviteljica je na dražbi večkrat ponudila tudi zemljišča, ki jih je stavbar kupil za univerzijado. Smo opravili številne dražbe
in sicer za kakšno nepremičnino tudi že 10 in več, vendar za nekatere parcele sploh ni odziva, ker očitno niso zanimive nikomur. Večino terjatev, kar 34 milijonov evrov, so zavarovali ločitveni upniki. Te bodo po napovedih upraviteljice poplačani le delno. Polovično bodo dolgove dobili povrnjene tudi nekdani zaposleni, medtem ko za navadne upnike ne bo ostalo ničesar. Zdaj pa k pregledu drugih domačih novic. Od 64 poslancev prejšnjega sklica državnega zbora jih bo 29 izkoristilo pravico prejemanja nadomestila plače po prenehanju mandata. To je najmanj doslej. Večina jih bo pol leta upravičena do 80% plače oziroma več kot 3000 evrov bruto. V nadaljevanju pa o novi vladi. Predsednik vlade Miro Cerar je v državni zbor vložil seznam kandidatov za ministre, ki ga je javnosti predstavil včeraj. V vladi, ki jo bo vodil, bo 16 ministrov, torej 3 več kot doslej. Kandidati se bodo predvidoma še danes predstavili poslanski skupini SMC, v sredo naj bi se srečali z vsemi poslanci koalicije. V prihodnjih dneh bodo zaslišani še pred delovnimi telesi državnega zbora. Stranka SMC bo vodila 9 resorjev, kandidat za ministra za finance Dušan Mramor, za gospodarskega ministra Ervin Pfeiffer, ministra za pravosodje Goran Klemenčič, kandidatka za ministrico za zdravje je Milojka Kolar, kandidat za ministra za javno upravo Boris Koprivnikar, za resor infrastrukture pa Peter Gašperšič. Kandidatka za vodenje notranjega ministrstva je Vesna Gjörkös-Žnidar, za ministrico za izobraževanje, znanost in šport pa Stanka Setnikar-Cankar. Desus bo imel 4 ministre. Karl Rjavec je kandidat za zunanjega ministra, Julijana Bizjak-Mlakar kandidatka za ministrico za kulturo, Irena Majcen za okolje in prostor, Gorazd Žmavc je kandidat za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu. SD bo prevzel 3 resorje. Janko Weber je kandidat za obrambnega ministra, Dejan Židan za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Anja Kopač-Mrak pa kandidatka za ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Nekdanji predsednik uprave pivovarne Laško Boško Šrot, ki je bil v zadevi Istrabenz obsojen na 5 let in 10 mesecev zapora, je na Vrhovno sodišče vložil zahtevek za varstvo zakonitosti, v katerem je zaprosil tudi za odlog prestajanja kazni. V zaporu na Dobu se mora sicer zglasiti 3. oktobra. Ljubljansko okrožno sodišče je Šrota lani spoznalo za krivega zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, Bavčarja pa je v isti zadevi obsodilo za napeljevanje k zlorabi položaja in pranje denarja. Stranka Mira Cerarja v Mariboru predstavila svojega županskega kandidata. To bo nekdanji direktor mariborske bolnišnice Anton Krajnc, sicer diplomirani ekonomist. V Mariboru bo poskušal zagnati gospodarstvo in ustvariti čim več novih delovnih mest. Stranka bo na volitvah nastopila tudi z obsežno listo kandidatov za mestni svet. Kako malo bi bilo treba v preteklih letih posluha, da bi mi rešili dobršen del mariborskega gospodarstva. Zdaj bomo poskušali narediti vse, kar je možno, da pride do revitalizacije gospodarskega delovanja, da pride do revitalizacije mesta. Pri kulturi smo. Na festivalu Maribor je bila sinoči v dvorani Union predstavljena praizvedba glasbenega dela z naslovom Rutenija. Mariborski džezovski glasbenik Marko Črnčec jo je zasnoval kot retrospektivo velikih ruskih skladateljev v novi preobliki, kot kombinacijo džezovske in klasične glasbe. Veličina in mogočnost Rutenije kot ime za rusko ozemlje v srednjem veku in veličina največjih ruskih skladateljev Stravinskega, Šostakoviča, Rahmaninova, Prokofjeva in Skriabina je bila izhodiščni navdih, iz katerega je džezovski glasbenik pianist Marko Črnčec uglasbil novo 6-stavčno suito. Sem naredil nekako svoj komad, ampak sem vzel enih par 3-4 teme iz znanega repertoarja teh skladateljev. Torej sem bil za vsakega skladatelja malo boljše spoznal, preposlušal stvari. In kam mi je bilo všeč, kaj se mi je utrlo na spomin, sem pol uporabil kot neko temo in prearanžiral. Ustaljenemu triju pianista, bobnarja in kontrabasista se tokrat pridružujejo godalni kvartet, francoski rok, oboa in flavte. Bogatejša paleta zvočnih možnosti kljub bolj klasičnemu zapisu dopušča tudi džezovsko improvizacijo. Čisto klasični zapis v džezu je ponavadi ličice, temu reče. To pomeni samo melodija in zraven akordi.
ki se na to igra melodija in na to, če se akord improvizira. Tukaj pa je tako, da se pač teme res se izpišejo, vsi deli so napisani, kasneje pa imam tudi par delov, kjer smo pustili prosto pod improvizaciji, pa je malo bolj odprto, torej samo akordična schema in se čez to improvizira. Praizvedba Suite je nastala po naročilu festivala Maribor, ki se bo zaključil v četrtek. V športu pa o svetovnem strelskem prvenstvu, ki poteka v španski Granadi. Drugi dan so izpeljali tekmovanje z zračno puško za ženske in malokalibrsko pištolo za moške. Najboljšo slovensko uvrstitev je dosegla Živa Dvoršank, ki je bila 11. in je finale zgrešila za borih 0,2 kroga. Naša najboljša strelka je v Granado prišla z osnovnim ciljem, da zadrži stik s svetovnim vrhom. To je v celoti uspelo, saj je razen v prvi seriji, ko je bila za 2 kroga slabša, v ostalih 3 zadela več kot 104 kroge. Njen končni rezultat je bil 416,2 kroga in je le za las ostala brez finalnega nastopa. Je bilo grozno in nervozno in nekako nisem vedela, kaj bo nastalo iz tega, ampak obdržala sem pozitivne misli, fokus in delala sem izključno do konca, samo na temo, da vsak strel posebej in da ne glede na to, kaj bo, sem naredila svoje. Kevin Venta, ki je včeraj v svoji eliminacijski skupini dosegel 541 krogov, je v rednem delu streljanja z malokalibrsko pištolo ta rezultat presegel za krog in s tem osvojil 54. mesto. Od 5. serije naprej sem streljal bolj na silo, bolj napet. In pač na koncu sem to ugotovil in je pač kar je. V mladinskem delu Ventine discipline se je preizkusil Sašo Stojak, ki je med 49 udeleženci s 528 krogi zasedel 34. mesto. Tekmovalci v trapu so opravili še 2 seriji. Odličen je bil Boštjan Maček, ki je v tretji zadel vseh 25 glinastih golobov in ima odlično izhodišče pred jutrišnjo 5. serijo. Po njej se bo 6 najuspešnejših strelcev v trapu pomirilo v finalu, kjer bodo ob medaljah odločali še o prvih potnikih na olimpijske igre. In kaj se še dogaja na tujem? Med drugim poročamo o previsoki koncentraciji ogljikovega dioksida v zemeljskem ozračju, najprej pa o vzroku strmoglavljanja malezijskega letala nad Ukrajino. Julijskemu strmoglavljanju malezijskega letala nad Ukrajino so botrovali zunanji vzroki, so v danes objavljenem predhodnem poročilu zapisali nizozemski preiskovalci. Kljub izjemno nevtralnemu in tehničnemu jeziku poročilo posredno potrjuje, da je bilo letalo sestreljeno. Kot je znano, je letelo iz Amsterdama v Kuala Lumpur, v strmoglavljanju pa je umrlo vseh 298 potnikov in članov posadke. Končno poročilo napovedujejo v letu dni. Združene države Amerike so zadovoljne z včerajšnjo izvolitvijo iraške vlade, ki jo bo vodil šiitski politik Hajder al-Abadi. Abadi je za svoja namestnika izbral politika iz kurdskih in sunitskih vrst ter napovedal okrepljen boj proti skrajni sunitski skupini Islamska država. O poplavah, ki so po večdnevnem deževju zajele pokrajino Kašmir, kjer poteka meja med Indijo in Pakistanom, je umrlo že več kot 400 ljudi, kar nekaj 100 tisoč prebivalcev je ostalo brez strehe nad glavo. Številni kraji so brez elektrike in pitne vode, prizadetim v Indiji in Pakistanu pomagajo vojaki. Gre za najhujše poplave v tej pokrajini v zadnjih 50 letih. Koncentracija ogljikovega dioksida v zemeljskem ozračju je bila lani najvišja v zadnjih 30 letih, so sporočili Svetovne meteorološke organizacije. Ogljikov dioksid je povzročil tudi veliko kislost oceanov, ki že ogroža morske živali in rastline, še opozarjajo v Ženevi. Mednarodno skupnost so pozvali, naj že vendarle sprejme zavezujoče ukrepe v boju proti podnebnim spremembam. Na priljubljeni plaži na vzhodu Avstralije je danes morski pes napadel kopalca in ga ubil. Moškega starega okoli 50 let je morski pes ugriznil v nogo, ko je bil le kakih 15 do 20 metrov stran od obale. Njegova žena pa je bila priča grozljivemu dogodku. Do napada je prišlo na priljubljeni plaži Byron Bay v Novem Južnem Walesu. Ostali kopalci so moškega, ki je močno krvavel iz noge, potegnili na obalo in mu skušali pomagati, a je bilo že prepozno.
Končujemo z vremensko napovedjo. Žal sonca v prihodnjih dneh ne bo. Jutri bo pretežno oblačno s padavinoma, deloma nevihtami. Lokalno bodo možni močnejši nalivi. Tudi v četrtek in petek bo oblačno s padavinami, še bo nekoliko hladneje. Toliko v današnjem dnevniku. Če ste ga zamudili, je na ogled tudi na naši spletni strani, kjer najdete arhiv vseh oddaj, ki jih pripravljamo na televiziji Maribor. Znova nasvidenje ob 20.